Torej, lepo pozdravljeni. Jaz bom pa danes predstavila en praktičen primer, aktualno dogajanje Erasmus Plus projekta, ki se imenuje Mladi za podjetništvo in poslovno etiko. V originalu ta projekt nosi naslov Youth for Entrepreneurship and Business Ethics. Ta projekt smo začeli letos, januarja 2016 in ga zaključimo konec avgusta 2018. Najprej ene par tehničnih stvari, potem pa vsebinski del, kaj sploh je poslovna etika, kaj si ti naši mladi sploh mislijo o teh stvarih in kam in kako naprej. Torej, zaenkrat imamo skupino mladih, starih od 17 do 30 let, to je skupina 36 mladih. Udeležili so se prve poletne šole, ki je potekala v Firencah avgusta meseca, zdajle, v bistvu že v nedeljo, pa v Rimu nadaljujemo še drugi del. Zdaj, znotraj tega projekta, ki traja 2 leti in pol, bomo izvedli sledeče dogodke in produkte. Eden je mladinski kodeks poslovne etike, katerega bodo že prihodnji teden mladi naši naredili. Drugi sledi naslednje leto, to je leksikon družbenega tržnega gospodarstva in zadnja srednja poletna šola bo ponudila še inovativni trening za mlade o podjetništvu in poslovni etiki. Zdaj, tekom tega projekta bosta narejeni pa še 2 raziskavi. Prvo začnemo v začetku prihodnega leta, to bo akademska raziskava o poslovni etiki in edukaciji podjetništva. Druga raziskava bo pa narejena med podjetji in bo na temo oziroma bo o poslovni etiki, skladnosti in korporativni družbeni odgovornosti. Evo, to so tehnični podatki na kratko. Zdaj mogoče še od spodaj vidite partnerje projekta. Jaz predstavljam Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, slovenski partner je še Socialna akademija, drugače vse skupaj nas je 9 partnerjev iz 5 držav, Slovenije, Belgije, Italije, Madžarske in Nemčije. Zdaj pa na samo vsebino, ker je tudi vsebina v bistvu našega posveta danes, v bistvu kaj sploh etika je, o čem mi pravzaprav ves čas govorimo. Zdaj, naši mladi so nam prvi odgovor, ko so nam ga ponudili, je to, da etika je to, da se odloči za prav. Ok, to se sliši dobro, to, da kaj ta prav sploh pomeni. A je to naša osebna, posameznikova percepcija, in to naša vedno individualna odločitev, ali je v bistvu etika nek skupni dogovor, družbeni normativ, ki pravi, da je nekaj prav. Zdaj, že s tem, ko smo mi v bistvu naše mlade začeli te stvari spraševati, v bistvu smo zelo hitro videli, da je veliko pomanjkanje kritičnega uma. In tukaj ne govorim zgolj o slovenski ravni, govorim o evropski ravni mladih ljudi in tukaj naši mladi mogoče še v dodatek so v bistvu visoko šolani kadri, več ali manj iz menedžmenta, poslovnih šol, na kateri so pa tudi že mladi podjetniki. Tako da v bistvu je bila malo šokantna novica, da za nas, ki vodimo to, da v bistvu nobeden iz njih ni znal definirati, kaj prav je, kaj šele kaj je skupno dobro, ampak več o tem kasneje. Torej, v bistvu prišli smo na samo definicijo etike, da kaj etika predstavlja, da tukaj pravzaprav ne gre za neko leporečenje in krasne, čudovite teorije, katere pišemo nekih 2000 let, ampak da dejansko gre za dejavno življenje, da gre za neprestano odločanje za prav, za moralne principe, za kreposti in ne nazadnje tudi verske zapovedi. Etika se začne in konča pri osebi, značaju, ki se udejstvuje znotraj različnih okolij in odnosov. Zdaj, na tej točki bi rada poudarila, da naša perspektiva predstavljanja etike je osebna raven. Je značaj, je oseba, tista, ki je nosilec odgovornosti, tudi znotraj poslovnega konteksta. Ker vse prevečkrat se še vedno ugotavlja, da ravno na ravni poslovne etike ne vemo, kdo je na narekovajih kriv, kdo nosi odgovornost. In to je težava, če prestavljamo, bom rekla, odgovornost na raven institucije. Oziroma, če že to naredimo, potem moramo znotraj striktno definirati, kdo znotraj institucije je nosilec odgovornosti. In tukaj so naši mladi v bistvu, sploh v sklopu voditeljstva, ki so ali že zasedajo vodilne pozicije, v bistvu jim je to predstavljalo nek strah, da oni v bistvu so odločevalci, da so nosilci odgovornosti. In glede na skupino, ki je res pozitivna, moram reči, vsaj moja osebna percepcija, ko sem bila tam zraven, je bilo zanimivo videti, da jih to zanima, da jim to ni vseeno.
ampak da je tudi njihova ugotovitev, da ne glede na to, da več ali manj vsi imajo zaključen magisterij, da oni v resnici nimajo pojma, kaj je prav in kako naj se za prav odločijo. Pa ne samo v svojem zasebnem življenju, ampak v samem gospodarstvu, v poslovanju, katerega nosilci so. Torej, etika se prične, ko človek ponotranji sprejme v srce moralne principe in zapovedi. Vse prevečkrat še vedno postavljamo etiko v bistvu v koncept razuma. Da resnična odločitev se mora zgoditi v razumu, ker z razumom bomo tudi stali za eno odločitvijo. Ampak, če mi tega kot cela oseba, ki ima tudi srce, tega ne sprejmemo, je vse to brezpredmetno. Tako da v bistvu etika vedno, in to tudi naši mladi mi predstavljamo, etika ni samo nek pragmatizem, ne, kaj je racionalno dobro, kaj je prav, mogoče prav zdajle, zame, za ta moment bivanja, da je nekaj več, da je tudi skupnost, da moramo tudi to upoštevati. Ker če že govorimo o skupnosti in če govorimo o odnosih, potem ne bomo govorili o razumu, ampak bomo vedno govorili o srcu. Ker naši odnosi so naše srce in ne naš razum. In to je, bom rekla, tisto, kar je nam ključno v tem projektu mladim predstaviti, da etika je res celovito bivanje, da to je način življenja, da to ni enkratna odločitev. Kot povedano v začetku, to je dejavno življenje. To je življenje, ki ga živimo dnevno, vsakodnevno, razmišljamo o svojem življenju in da se res neprestano odločamo za prav, konsistentno, predvsem dosledno. In zato potem takem zakoni in institucije niso dovolj. So pa oporne točke, smernice na zdravje, za etično življenje. Zdaj, zakaj tudi zakoni in inštitucije niso dovolj, je zato, ker vse prevečkrat so nejasne, dvoumne in več prepovedujejo, kot narekujejo in ne kažejo pot dobre etične prakse. Ljudje potrebujemo tudi primere dobre prakse in tega nam zakoni in inštitucije ne ponudijo. Torej, naslednjemu vprašanju, če definiramo, kaj je etika, je vprašanje, kaj pa je poslovna etika. Torej, etika ali poslovna etika je še vedno etika. Pravzaprav je to etična praksa, ki se vrši v dejavnosti poslovanja. Tukaj opažamo en velik pojav, tako imenovan zeleni pojav in ekologije, da se enači poslovna etika z ekologijo, z zeleno dejavnostjo. To ni enačno, je pa tudi za poudariti, da še vedno poslovna etika je korporativna etika. Zdaj, če pogledamo evropsko gospodarstvo, korporacije niso večinske participatorke, ampak so pravzaprav to srednja in mala podjetja. Zdaj, na tej ravni moram žal razočarati, imamo zelo malo stvari narejenih, zelo malo usposabljanj, teorij, pustimo, akademskih je veliko, ampak konkretnih znotraj samega poslovanja pa zelo, zelo malo. V zadnjih 5 letih, posebej bom rekla tukaj, mogoče za izpostaviti bolj Nizozemska, Španija delata na tem, ampak vsi skupaj pa veliko premalo. Da o mali, govorim o mikropodjetjih, poslovnih praksah niti ne govorim. Koliko je tam malo narejenega. Torej, kaj je zdaj poslovna etika, je še vedno aktivno življenje deležnika, bom malo uporabila ekonomsko govorico, ki mora v odnosu z drugimi in okoljem ravnati skladno z moralnimi principi. Ti principi pa ne smejo biti zgolj lastna percepcija, ampak skladje z družbenimi moralnimi normativi, vkolikor so ti seveda resnično moralni. Če prihaja do neskladij med osebnim in družbenim poslovnim, potem deležnik zapade v moralni konflikt, na dolgi rok pa moralno shizofrenijo. Še posebej hitro deležnik krene s poti, če za etično prakso ni ustrezno opremljen. Opremljeno za etično udejstvovanje pa ni samoumevno, saj je le-ta rezultat vzgoje in izobraževanja ter življenja samega, prakse. Deležnik v etičnosti zori celo življenje, skladno z okoljem, drugimi in lastnim značajem. Kot je kolega Matej pred mano že povedal, ja, usposabljanje je nujno, trening je nujen, beseda vzgoja, ja, no, je kar ne upamo niti uporabiti, ampak vendarle je nujna, ker tudi etika v teoriji stoji za tem, da je potrebno vzgajati.
da človek je tako imenovana moralna žival, da mora biti vzgojena žival. To je ključ. In ja, se strinjam, tudi naši mladi iz tega projekta, in še enkrat podarjam, to ni samo slovenska raven, to je tudi nemška raven, italijanska, belgijska raven, da v bistvu tudi oni niso vzgojeni v tem, da ne vejo, kaj je res prav, kaj pomeni ne kradi. To vsi pravimo, a ne, saj vemo, ja, ne krasti, to ni prav. Okej, ampak koliko od nas, ne vem, recimo, kakšen račun, ki ni bil izdan, smo na roke plačali, a je kdo od nas že to naredil? Jaz sem, priznam. In to ni prav. In v taki, a ne, te moralni shizofreniji, mi smo vzgojeni, mi naprej vzgajamo. In dokler se ta proces ne bo prekinil, tudi sama poslovna praksa ne bo drugačna. Tako da to so tudi naši mladi izpostavili. In izpostavili so tudi to stvar, ne, ki je danes zelo popularna, ki se imenuje vrednote. Torej, nekaj par minut namenjenih, kaj je vrednotam in etiki, pa tudi tukaj za začetek mogoče dobro povedati, da tudi to vmes ni enačaj, da vrednote niso enačaj etiki, poznamo pa več vrst vrednot. Recimo, družbene vrednote, med katere štejemo družina, mir in enake možnosti, podjetniške vrednote, recimo marljivost, točnost, pripadnost podjetju, kreativnost, ne nazadnje profitnost, moralne vrednote, poštenost, iskrenost, solidarnost. Zdaj, to je super in lepo, fajn slišati, ampak kaj se zgodi, ko te vrednote med seboj trčijo? In kot poznamo veliko primerov prakse, posebej poslovanja in zasebnega, velikokrat te vrednote med seboj trčijo. Torej, če mi gradimo našo etično prakso na vrednotah, ki je sama po sebi lahko konfliktna in mi že vidimo iz prakse, da je konfliktna, kam nas to pele? Ali je to način, resnično bom rekla, usposabljanja in vzgajanja v etiki? Dam en praktičen primer, ki je pač zelo pogost. Delodajalec ocenjuje, da sta delo in delovnost najvišja vrednota, kar zanj pomeni, da dela vsak dan preko 8 ur, tudi zvečer in za vikend. Medtem pa nekaterim zaposlenim najvišjo vrednoto predstavlja družina, ne delo, in zato se ne strinjajo, da so delu na razpolago izven uradnega delovnika. Vrednote delodajalca in zaposlenega ne sovpadajo, deležniki imajo konflikt. Torej, kdo ima prav? Kdo je neetičen oziroma kdo je etičen? In ali etika sprejema kompromise, jih mora sprejemati ali jih sploh lahko sprejema? Te vprašanja prepuščam vam, ampak želim povedati to, da to se tudi naši mladi sprašujejo. In da te mladi po večini, bom rekla, saj iz nemškega konteksta in iz belgijskega konteksta zorijo v korporativni zgodbi, ki delajo 24 ur na dan, več ali manj. In oni si ne želijo teh konfliktov. In tudi njim je družina veliko bolj pomembna, kakor si mogoče predstavljamo, da bo mladim pomembna, recimo pri 20 letih. In si želijo drugačne prakse. Tudi sami kot delodajalci želijo biti drugačni. Torej, odkot etika? Ključno vprašanje, ki se vedno prične, kje se začne, kje se konča. Torej, odkot? Ja, trdimo pri posamezniku in posledično pri vrhu podjetja, kot je kolega Matej tudi že prej izpostavil, da to je vse res in vse lepo in prav, ampak še vedno vprašanje je, kako pa bomo prišli do tega, da bo ta vrh, da bo ta posameznik resnično dober, da bo vedno se odločal za prav. Pozabljamo tudi to, da kljub temu, da pravimo, da vrh podjetja, da se praksa začne tukaj zgoraj, da je potrebno sodelovanje tudi tam spodaj, da ni samo vrh tisti, ki mora biti moralen, tisti, ki mora biti primer dobre prakse. Podjetje je ena enota, ena celica, ena skupnost, ki skupaj diha, sobiva in ustvarja uspeh. Zato primer dobre prakse, ko govorimo o podjetjih in v samem dobrem etičnem poslovanju, ni zgor vrh, ni management ali lastniki podjetij, so vsi zaposleni. Ker tudi tisti, če delajo slabo, bom rekla koruptivno, so slaba luč za podjetje, so slaba praksa. In ja, na koncu bo ravno v takem primeru ravno ta vrh nosil odgovornost. Zakaj? Zato, ker ni spremljal procesa. A je to prav? Ja, vprašanje, na katerega ne moramo odgovoriti ravno zdaj ali ne. Torej, kar je tudi pomembno pri tej skladnosti, pri odkot etika vprašanje, je ta skladnost posameznika.
v bistvu, zakaj sploh biti etičen? Tudi jaz, ko vstopam v podjetje ali pa še danes bom rekla, se mi zdi, da največ časa porabljam v konceptu prepričevanja, zakaj se etika splača. V bistvu, zakaj sploh biti moralni. Mislim, meni je bilo najbolj zanimivo videti te mlade, da se tudi eden od tega ni vprašal. Ne vem, mogoče so še toliko mladi, pa še niso izkusili res do konca tega krutega trga. Mogoče so samo optimisti, težko rečem, ampak ta vprašanje, zakaj sploh biti etičen, ja, tudi mene vedno v bistvu pusti v nekem spraševanju. Moje osebno mnenje, moja osebna teorija je definitivno, da se splača, pa ne govori samo na dolgi rok in profitnem, predvsem se splača na odnosnem in zato, ker dejansko živiš v miru. In mislim, da je to tudi največ, kar lahko dosežeš kot človek. Da če stojiš za sabo, za svojo to trdno hrbtenico, da veš, da delaš prav, ne samo zase, ampak tudi za druge, da to vnaša mir v tvoje življenje in da lahko za to tudi stoično hodiš, govoriš in resnično si iskren in to, kar si. Torej, kar je pomembno tudi v samem vrhu podjetja in tukaj imamo nažalost več slabih praks kot dobrih praks, da ena stvar je, da delaj to, kar govoriš, druga stvar je pa, da komuniciraj dobro prakso. Prvi del verjamem, da poznate, da ste že velikokrat slišali zanj, da je pomembno, da to, kar delaš, a ne, da to, kar govoriš, da potrdiš svojo dobro prakso z resničnostjo. Zdaj v drugem delu, to je pa tisti bolj del usposabljanja, to je pa tisti del, ki tipično v podjetjih zmanjka, da se dobre prakse ne komunicira. Da tudi tisti, ki resnično so primer dobre prakse in jih poznamo, da v bistvu ne znajo naprej predati, zakaj oni taki so in odkot taki so in zakaj delujejo tako, kot delujejo. Ta praksa še vedno manjka. Ker tukaj vse prevečkrat ravno ta vrh ali dobi nek strah, se ne želi izpostaviti, ali pa padati morda na tisto mino, ne, da smo pa naredili potem eno napako in vse smo s tem narobe naredili. Zdaj mogoče tukaj povedati na kratko samo ena stvar, ne, da etika je vse prevečkrat videna in doživeta zelo negativno. Kakor da to so v bistvu sami neki negativni zakoni, ki nekaj prepovedujejo in meni onemogočajo moje srečno življenje. V bistvu je pravzaprav nasprotno. Etika mora pred seboj nositi plus konotacijo, mora biti pozitivna in ne negativna. Tako da, če mi vidimo da ne krademo, v bistvu, da je kot neka prepoved in s tem, ne vem, naše trpljenje, potem je s tem nekaj hudo narobe. Mi moramo to miselnost spremeniti. In bom rekla, naša skupina mladih je res fantastična skupina ravno iz tega, ker oni doživljajo etiko kot nekaj pozitivnega, kot resnično nekaj dobrega. In da ni to nekaj, kar jih omejuje, ampak da je to nekaj, kar jih v resnici uresničuje. Torej, še na kratko o tem, kako do etike v podjetju. Zdaj, mi imamo ta Erasmus Plus projekt in je en širši program, ki zajema mlade, v bistvu mlade že ki delujejo na trgu dela ali pa bodo delovali v kratkem. In kar tudi mi v bistvu njim dajemo kot zunanji, bom rekla, ponudnik, ne tisti znotraj podjetja, je usposabljanje, trening v etiki in etičnem voditeljstvu. Kakor sem povedala, imamo 3 poletne šole in obe v bistvu v šoli sestojita iz 2 delov. Ena je v bistvu vsebinski del letos poslovne etike, druga je pa etično voditeljstvo. Torej, kaj to sploh pomeni? Kaj biti etičen voditelj? V vseh segmentih. Zdaj tukaj na kratko moram edino to poudariti, ker tlele imam tudi napisane različne prakse glede na obliko, velikost in finančno sposobnost podjetja. Zdaj to se sicer navezuje na samo usposabljanje, ampak gre pa tudi za to, da posploševati poslovne etike ne moramo. In kakor sem že prej povedala, poslovna etika je še vedno korporativna etika. Zdaj, naši mladi tukaj v tem konceptu so pa večinoma iz malih in srednjih podjetij, iz družinskih podjetij. Torej tudi za nas iz naše strani, bom rekla, predavateljev velik izziv, da se tudi mi moramo uživeti, ne samo uživeti, ampak tudi dejansko poznati samo prakso malih srednjih podjetij, kako delujejo, kakšno strukturo imajo, sestavo,
Ker tudi tako je, ne? Poslovna etika, bom rekel, korporativna se sooča z eno veliko dilemo in to je fragmentiranost. To, da so v bistvu prakse razpršene po svetu in zato dejansko ne moramo vedeti, kdo zakaj je odgovoren. Če ste pa vi neko mikropodjetje, nek samostojni podjetnik, recimo imate 3 zaposlene, delujete na slovenskem trgu, je pa to v bistvu zelo lahko izvedljivo, a ne, in pregledno in transparentno. Zdaj, naši mladi ugotavljajo, ker večina pa recimo sploh iz zahodnih držav Evrope opravljajo pripravništvo v korporativnih podjetjih. In potem smo mi njih vprašali, koliko oni dobro poznajo razne etične kodekse, ker so vsi povedali, da ja, nekaj so na tem delali, da imajo izobraževanje v poslovni etiki. In rečemo, o super, torej oni nekaj o tem vejo. Vprašanje, in kaj veste? No, zdaj tukaj rezultat je bil bolj negativen, smo bili bolj kot ne razočarani, je v bistvu to, da njihovi programi zakamuflirani pod ime poslovna etika so programi o komunikaciji in poslovnem bontonu. Tako da tudi za njih je bilo v bistvu prvič sploh, da so slišali, kaj je etika, dejansko tudi nekaj v teoriji in kako naprej se implicira v praksi. Torej, da ne bom predolga, zdaj, kaj je nujno, še na kratko, kakovosten in uporaben prenos teorije etike v praktično poslovno okolje. To je kritika, ki nam jo poslovni svet vedno znova daje, upravičena kritika, se strinjam, popravljamo to zadevo. Zdaj, kako pa lahko pridemo do tega, je pa definitivno dialog, praksa in tudi strokovna asistenca. Jaz tudi s kolegom Matejem stojim v tem nizu, da definitivno, da če imamo strokovnjake iz financ, kadrovanja in tako naprej, imamo tudi strokovnjake iz poslovne etike in ja, dejansko obstajamo taki ljudje. Tako da tudi v konceptu tega dialoga, bom tako rekla, vodstveni kadri še vedno premalo upajo govoriti že med svojimi kolegi, kaj šele s konzunanjem, z moralnimi dilemami, s katerimi se soočajo. Ampak če tega ne počnemo, bom rekla jaz tudi svoje prakse, če ne komuniciram neke konkretne situacije, jaz zelo težko sama pridem do nekih rešitev, ker rabiš včasih slišati drug nasvet, drugo mnenje in rabiš tudi strokovno pomoč. In še za konec bom eni kratki povzetki, ki so v bistvu eno veliko upanje, če lahko rečem, za vse nas naprej, da te naši mladi, da njih etika res zanima. To je bilo naše v bistvu največje presenečenje. Bom rekla, da so osebno zainteresirani po vsebinah etike. Njeni vsebini in dejansko najbolj jih zanima praktično, kako se opremiti za etično odločanje. Imajo interes po etičnem poslovanju in želijo biti primer dobre prakse. Iščejo smernice, poti za etično delovanje ali znotraj podjetja ali na samostojni podjetniški poti. Torej tudi za nas, moramo mi tudi gledati, kaj pomeni za nekoga biti menedžer, kaj za nekoga biti podjetnik, kaj pa lastnik podjetja recimo. Da to je iz našega vidika tudi pomembno, ko dajemo smernice, da gledamo vse te aspekte. Zdaj te mladi, poleg vsega tega interesa, želijo delovati tudi v oziru zanamcem in pustiti dober, zdrav pečat v družbi in okolju. Njihov predlog poletne šole je gibanje za poslovno etiko, mladi za mlade. Da bi v bistvu mladi pripravili nek program, ki bi motiviral mlade, torej stare nekje v povprečju od 15 let naprej, da bi se izobraževali o dobrih poslovnih praksah, o etičnem delovanju, ker oni namreč pravijo, da na njih svet stoji in da oni so se pripravljeni učiti, biti boljši in biti etični v praksi. Jaz mislim, da je pošten izziv za nas, ki ga moramo tukaj nasloviti, to, da ali jim bomo prisluhnili, pa jim šli naproti, ali pa jih bomo pustili same. Hvala.